Vrednotenja nepremičnin pri nas. Kako geodetska uprava GURS določi vrednost našim hišam, stanovanjam? Pozdravljeni. Ja, in ne samo to, ampak tudi kako je pri vsem tem z varstvom osebnih podatkov. To je tema, ki zbuja kar nekaj vprašanj. Imamo uradna pojasnila GURS-a, pa tudi nekatere, recimo tomu, pomisleke lastnikov. Poskusili bomo razjasniti, kako sistem deluje, kaj lahko storimo, če se z oceno ne strinjamo. In kakšne so pravice posameznikov glede podatkov. Gre za iskanje ravnotežja, med potrebo po sistemu in zasebnostjo. Absolutno. Začniva pri osnovah. Kako GURS sploh pride do te posplošne vrednosti? Verjetno ne hodijo od hiše do hiše. Ne. To je ključno razumeti. Ne gre za individualno cenitev na terenu. GURS uporablja pač podatke, ki jih že imajo v svojih evidencah. Katere podatke pa? Podatke o parcelah, stavbah. Velikost, starost, lokacija, materiali mogoče. Vse, kar je pač zabeleženo v uradnih evidencah. Zemljiški kataster, kataster stavb in podobno. In potem te podatke nekako obdelajo. Točno. Uporabijo tako imenovane modele vrednotenja. To so v bistvu matematični algoritmi. Algoritmi? Ja, ki skušajo na podlagi analize trga, torej dejanskih prodaj, določiti neko pričakovano vrednost za podobne nepremičnine na določen datum. V virih se omenijo 1. januar 2025 kot naslednji referenčni datum. Aha, in ti modeli so skrivnost? Ne, pravzaprav so javno objavljeni na spletu. Na strani vrednotenje.gov.si. To je pomembno zaradi transparentnosti, da lahko vsak vidi, kako se je do vrednosti prišlo. Vsaj v teoriji. Dobro, se pravi, imamo posplošeno vrednost, izračunana z modelom. Kaj pa, če lastnik meni, da ta številka pač ni prava? Da njegova nepremičnina ni toliko vredna ali pa je vredna več? To se seveda dogaja. Prvi korak je vedno, ampak res vedno, preveriti podatke, na katerih je temeljil izračun. Torej, ali so podatki v moji hiši v evidenci sploh pravilni? Kvadratura, leto izgradnje? Točno to. Če podatki ne štimajo, če niso pravilni, je treba najprej sprožiti postopek za njihov popravek. Recimo na geodetski upravi ali kjerkoli je pač treba urediti ta podatek. Brez pravilnih podatkov tudi model ne more dati pravega rezultata. Recimo, podatki so pravilni, ampak vrednost se mi še vedno zdi čisto mimo. Kaj zdaj? No, potem obstaja možnost, da se uveljavlja tako imenovana posebna okoliščina. Posebna okoliščina. Kaj pa je to? To je neka lastnost nepremičnine, ki res bistveno vpliva na njeno vrednost. Govorimo o vsaj 20% odstopanju ali pa več kot 200 000 evrov. Ampak te lastnosti ni mogoče razbrati iz standardnih podatkov. Naprimer? Recimo, če ima hiša resne konstrukcijske težave, ki niso očitne iz papirjev. Ali pa morda neka pravna omejitev, ki zelo znižuje uporabnost. In ta okoliščina mora biti trajna, vsaj 1 leto naj bi trajala. Sliši se logično, ampak verjetno ni dovolj, da samo rečem, moja hiša ima problem. Nikakor. To je treba formalno dokazati. Lastnik mora sam naročiti in plačati poročilo pooblaščenega cenilca nepremičnin. Aha, sodno zapriseženega cenilca. Tako. Ki potrdi obstoj te okoliščine in njen vpliv na vrednost. S tem poročilom potem vloži uradni predlog na GURS. In to verjetno stane. Ja, poleg stroška cenilca je treba plačati še upravno takso. Vodi se upravni postopek. Če GURS predlogu ugodi, ta posebna okoliščina velja od dneva vložitve predloga, ampak največ 3 leta, oziroma do naslednje spremembe modelov. Torej, pot obstaja, ampak je kar zahtevna. Potreben je angažma, stroški, dokazovanje. Verjetno od tod izvira nekaj tiste frustracije, ki jo omenjajo nekateri viri. Verjetno res. Sistem je pač naravnan na posplošitve. Individualne posebnosti je težje uveljaviti. Dotakniva se še druge plati medalje. Podatki. Nekatere skrbi, da GURS obdeluje podatke o njihovi zasebni lastnini, morda brez njihove vednosti ali dovoljenja. Kako je s tem z vidika varstva osebnih podatkov? Ja, to je zelo pomembno vprašanje. Podatek o nepremičnini sam po sebi morda ni osebni podatek. Ampak če lahko preko njega ugotovimo, čigava je, in kar pa ponovadi lahko, potem postane osebni podatek. In takrat pridejo v igro stroga pravila. Naša ustava, 38. člen, potem Evropska splošna uredba o varstvu podatkov, GDPR. Tista, ki jo vsi poznamo. Tako nekako.
In pa naš nacionalni zakon o varstvu osebnih podatkov, ZUVP-2. Vsaka obdelava osebnih podatkov mora imeti veljavno pravno podlago. In kaj je pravna podlaga za GURS v tem primeru? Verjetno ne privolitev vsakega lastnika posebej. Ne, tukaj gre običajno za zakonsko pooblastilo. Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin in drugi predpisi dajejo GURS-u nalogo, da vodi evidenco vrednotenja. Se pravi, zakon jim to nalaga. Ja, in jim daje tudi pravico dostopati do podatkov v drugih uradnih evidencah. Zemljiška knjiga, katastri, ampak pozor, obdelava mora biti omejena na točno določen namen. Namen je torej vodenje evidence vrednotenja, ki je potem osnova za davke, morda še kaj? Recimo, ampak ne smejo jih uporabljati kar počez za druge namene. Poleg tega velja načelo minimizacije podatkov. Zbirati smo jo samo tisto, kar je nujno potrebno. Točno, samo podatke, ki so res relevantni za izračun po teh modelih vrednotenja. Ne morejo zbirati kar vsega povrek. Kaj pa transparentnost? Moramo lastniki vedeti, kaj se dogaja z našimi podatki? Absolutno. To je eno od temeljnih načel GDPR. GURS navaja, da so informacije o obdelavi, o tem, katere podatke zbirajo in zakaj, dostopne javno, predvsem preko portala Prostor. In imamo pravico videti te podatke? Jih popraviti? Seveda, vsak posameznik ima pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, pravico do popravka netočnih podatkov in pod določenimi pogoji tudi pravico do ugovora o obdelavi in seveda pravico do pravnega sredstva, če meni, da so mu kršene pravice. Kdo pa na koncu odgovarja, če gre kaj narobe, če obdelava ni skladna? Odgovornost nosi upravljavec zbirke podatkov, v tem primeru GURS. Oni morajo dokazati, da je bila obdelava zakonita in skladna z vsemi načeli. Torej, če povzemeva, GURS uporablja standardizirane modele in podatke iz uradnih evidenc za posplošnjeno vrednotenje. Lastniki imajo možnosti za popravek podatkov ali uveljavljanje res posebnih okoliščin, čeprav postopek ni nujno enostaven. Drži. In celoten proces mora potekati v skladu s pravili varstva osebnih podatkov, ki zahtevajo zakonito podlago, omejen namen, minimizacijo in transparentnost. Javna dostopnost modelov in informacij o obdelavi podatkov, recimo preko portala Prostor, sta torej kar pomembna koraka k večjemu zaupanju v sistem, kaj ne? Vsekakor. Naslavljate vsaj del tistih očitkov o netransparentnosti, ki jih je bilo slišati. Za konec pa morda še misel za poslušalce. Kje je tista prava meja med potrebo države po nekem učinkovitem, čeprav nujno posplošnjenem sistemu vrednotenja za javne namene, kot so davki? In med pravico vsakega izmed nas do zasebnosti in do tega, da se upoštevajo tudi čisto specifične značilnosti naše lastnine. Ja, iskanje tega ravnovesja verjetno ostaja stalni izziv. Varstvo osebnih podatkov. Ampak ne kar tako nasplošno, gledamo, kako se to prepleta z našimi temeljnimi pravicami, tudi z lastnino. Pred nami so recimo ustavne določbe, pa en zanimiv koncept alodialna pravica in zelo konkreten dokument, zahteva za geodetsko upravo, GURS. Tako nekako, ja. Kaj je torej naša naloga? Razčleniti vse to in videti, kaj je bistveno za nas posameznike. Kako naj bi upravljali s svojimi podatki, ki jih ima država? Torej, gremo po vrsti. Izpostavljajo 38. člen Ustave, temelj varstva osebnih podatkov. Drži. In kar je pravzaprav zanimivo, je, kako ta 38. člen ne povezujejo samo s splošno zasebnostjo, ampak grejo dlje. Povezujejo ga direktno z nedotakljivostjo stanovanja. Aha. Vse to pa nekako združujejo pod tem izrazom alodialna pravica. Vir je opisujejo kot recimo absolutno pravico do lastnine, skoraj nedotakljivo, ki naj bi jo ustava ščitila pred posegi države, razen seveda, če so ti posegi izrecno določeni zakonom in ustavno skladni. Ampak kako to potem uveljavljati v praksi? No, tukaj pa vstopita GDPR, splošna uredba, in naš ZVOP-2. Poudarjajo, da sta ravno ta dva tista praktična orodja. Orodja, ki naj bi nam omogočala, da te pravice dejansko uveljavimo. In tukaj postane res udarno. Ena od trditev v virih je, tvoja hiša je samo še podatek.
Ja, to je močna izjava. Precej močna je. Gre za opozorilo, da bi lahko, če posameznik ne ukrepa ob obveščilih GURS-a, če podatki samo stečejo v njihove evidence, da bi to lahko, po mnenju tih virov, seveda, pripeljalo do nekakšne tihe razlastitve, kjer zasebna lastnina postane nekakšno javno dobro. To je perspektiva, ki jo vir zelo jasno zagovarja. In zdi se, da vir namiguje, da država morda celo malo računa na to, na pasivnost. Na to, da ljudje pač ne poznajo svojih pravic dovolj ali jih ne uveljavljajo. Točno. In ravno zato, kot odgovor na to, vir ponuja tisti konkreten obrazec. Kaj pa ta obrazec dejansko vsebuje? V bistvu gre za pravno utemeljeno zahtevo. Za uveljavljanje pravic po GDPR in po ustavi. Ključne točke so recimo zahteva prepoved javnega dostopa do osebnih podatkov v evidencah, razen seveda, če obstaja jasna zakonska podloga. Sliši se logično. Predlaga se celo, zanimivo, nekakšna blokada dostopa z digitalnim geslom posameznika. To je pa že bolj napredno. Potem zahteva izbris podatkov, za katere ni pravne podlage in kar je zelo pomembno in kar vir posebej poudarja. Prepoveduje posredovanja podatkov tretjim osebam, brez privolitve ali brez jasne zakonske osnove. Tudi med državnimi ustanovami. Vir izrecno omenja tudi to, ja. Trdi, da je takšno pošiljanje podatkov sem in tja brez vednosti posameznika pravzaprav nezakonito, protipravno. To je resna obtožba. Absolutno. In terje se poln nadzor posameznika nad lastnimi podatki. Od dostopa, popravka, izbrisa, omejitve, ugovora do prenosljivosti. Vir pa hkrati zavrača argumente, kot sta recimo javni interes ali pa digitalizacija, čez da to ne more biti zadosten razlog za omejevanje teh temeljnih pravic. Dobro. Kaj torej potegnemo iz vsega tega? Kaj je glavno sporočilo? Zdi se, da je bistvo tole. Zakonodaja o varstvu podatkov, torej GDPR in ZVOP2, skupaj z ustavo nam, posameznikom, dajo res močna orodja. Tako je. Orodja. Orodja za nadzor nad tem, kako inštitucije, kot je GURS, obdelujejo naše osebne podatke, tudi tiste zelo občutljive, o nepremičninah. In ta obrazec, ki ga omenjate, je pa primer, kako naj bi te pravice aktivno uporabili, ne samo pasivno opazovali. Točno tako. Prav razumevanje teh konkretnih pravic, dostop, popravek, izbris, omejitev, ugovor, je, vsaj po mnenju vira, ključno. Če pogledamo širše, ti viri res poudarjajo pomen aktivnega državljana. Državljana, ki upravlja svoje podatke, ki se pozanima o pravnih podlagah, na katerih inštitucije te podatke sploh obdelujejo ali delijo. In kaj, če recimo GURS ne odgovori na tako zahtevo? Ali odgovori neustrezno? No, kot izhaja iz gradiv, ima posameznik potem tudi nadaljne pravne možnosti. Prijavo informacijskemu pooblaščencu, na primer, ali celo sodno pot. Aha, vse to kaže na neko temeljno napetost, kaj ne? Med tem obsežnim zbiranjem podatkov strani države in pa pravico posameznika do nadzora nad njimi. Absolutno. In za konec mogoče ena misel za vse nas, ki izhaja iz tega branja. Glede na to, kako močno viri poudarjajo pomen teh pravic in svarijo pred posledicami neukrepanja, kako aktivno se posamezniki v resnici sploh lotevamo te komunikacije z inštitucijami, kot je GURS, da bi res razumeli in dejansko nadzorovali obdelavo svojih podatkov, še posebej tistih v naši lastnini.